Potem je Gospod določil še drugih 72 in jih poslal pred seboj po 2 in 2 v vsako mesto in kraj, kamor je sam nameraval iti. Rekel jim je: Žetev je obilna, delavcev pa malo. Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev. Pojdite, pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove. Ne nosite s seboj ne denarnice, ne torbe, ne sandal in spotoma nikogar ne pozdravljajte. V katerokoli hišo pridete, recite najprej mir tej hiši. In če bo v njej sin miru, bo na njem počival vaš mir. Če pa ne, se mir povrne k vam. V tisti hiši ostanite, ter jejte in pijte, kar vam dajo, kajti delavec je vreden svojega plačila. Ne hodite iz hiše v hišo. V katerokoli mesto pridete in vas sprejmejo, jejte, s čimer vam postrežejo. Ozdravljajte bolnike, ki so v njem, in jim govorite: približalo se vam je Božje kraljestvo. V katerokoli mesto pa pridete in vas ne sprejmejo, pojdite na njegove ulice in recite: tudi prah vašega mesta, ki se je prijel naših nog, otresamo na vas. Vendar vedite, da se je približalo Božje kraljestvo. Povem vam, Sodomi bo na tisti dan laže, kakor temu mestu. Gorjeti Horazin, gorjeti Becajda, če bi se v Tiru in Sidonu zgodila mogočna dela, ki so se zgodila v vaju, bi se že zdavnaj spokorila, sedeč v raševini in pepelu. Toda Tiru in Sidonu bo ob sodbi laže, kakor vama. In ti, Kafarnaum, se boš mar do neba povzdignil, do podzemlja se boš pogreznil. Kdor posluša vas, posluša mene. Kdor pa zavrača vas, zavrača mene. In kdor zavrača mene, zavrača tistega, ki me je poslal. Dvainsedemdeseteri so se veseli vrnili in govorili: Gospod, celo demoni so nam pokorni v tvojem imenu. In rekel jim je: Gledal sem Satana, ki je kakor blisk padel z neba. Glejte, dal sem vam oblast stopati na kače in škorpijone ter na vsakršno sovražnikovo moč. In nič vam ne bo škodovalo. Vendar se ne veselite nad tem, da so vam duhovi pokorni, ampak se veselite, ker so vaša imena zapisana v nebesih. Prav tisto uro se je razveselil v svetem duhu in rekel: Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim, razodel pa otročičem. Da, Oče, kajti tako ti je bilo všeč. Vse mi je izročil moj Oče. Nihče ne spoznava, kdo je sin razen očeta, in nihče, kdo je oče razen sina in tistega, komur hoče sin razodeti. Tedaj se je obrnil k učencem in jim na samem rekel: Blagor očem, ki vidijo, kar vi gledate. Povem vam namreč, veliko prerokov in kraljev je hotelo videti, kar vi gledate, pa niso videli. In slišati, kar vi poslušate, pa niso slišali. Tedaj je vstal neki učitelj postave in da bi ga preizkušal, mu je rekel: Učitelj, kaj naj storim, da dosežem večno življenje? On pa mu je dejal: Kaj je pisano v postavi? Kako bereš? Ta je odgovoril: Ljubi Gospoda, svojega Boga iz vsega srca, z vso dušo, z vso močjo in z vsem mišljenjem, in svojega bližnjega, kakor samega sebe. Prav si odgovoril. Mu je rekel: To delaj in boš živel. Ta pa je hotel sebe opravičiti
in je rekel Jezusu: In kdo je moj bližnji? Jezus je odgovoril: Neki človek je šel iz Jeruzalema v Jeriho in je padel med razbojnike. Ti so ga slekli, pretepli, pustili na pol mrtvega in odšli. Primerilo pa se je, da se je vračal po tisti poti domov neki duhovnik. Videl ga je in šel po drugi strani mimo. Podobno je tudi Levit, ki je prišel na tisti kraj in ga videl, šel po drugi strani mimo. Do njega pa je prišel tudi neki Samarijan, ki je bil na potovanju. Ko ga je zagledal, se mu je zasmilil. Stopil je k njemu, zlil olja in vina na njegove rane in jih obvezal. Posadil ga je na svoje živinče, ga peljal v gostišče in poskrbel zanj. Naslednji dan je vzel 2 denarija, ju dal gostilničarju in rekel: poskrbi zanj, in kar boš več porabil, ti bom nazaj grede povrnil. Kaj se ti zdi? Kateri od teh 3 je bil bližnji tistemu, ki je padel med razbojnike? Oni je dejal, Tisti, ki mu je izkazal usmiljenje. in Jezus mu je rekel: Pojdi in ti delaj prav tako. Ko so potovali, je prišel v neko vas in žena z imenom Marta ga je sprejela v svojo hišo. Imela je sestro, ki ji je bilo ime Marija. Ta je sedla k Gospodovim nogam in poslušala njegove besede, Marta pa je imela s postrežbo veliko dela. Pristopila je in rekla: Gospod, ti ni mar, da me je sestra pustila samo streči. Reci, vendar naj mi pomaga. Gospod ji je odgovoril: Marta, Marta, skrbi in vznemirjate veliko stvari, ale eno je potrebno. Marija si je izvolila dobri del, ki ji ne bo odvzet.